Dober dan vsem skupaj. Zdaj, glede na to, da ste že začeli z gospo se pogovarjati, pa na kratko bomo to ponovili, zato da bomo dali not, pa lahko tudi kar nadaljujemo, se opravičujem, ko sem skočil besedo. Torej, gospa Nives Cikl je sama zelo povedala, da je doma iz Ljubljane, živi v Mariboru 25 let, je etnologinja v Pokrajinskem muzeju Maribor. Jaz sem jo v bistvu, bi rekel, spoznal oziroma vidiva se danes prvič, drugače mi je pa Drago Oman priporočal. Z Drago Omanom sva pripravljala tole razstavo Onstran svetlobe, ki je zdaj trenutno v Lenartu, zadnja 12. postaja, zdaj se zaključuje, 2 leti je potovala okrog ta razstava, no in sem mislil, da bom tudi kaj Dragota lahko gostil ali pa celo videl, ampak nekako smo se prišli do Nives Cikl, ki je pa tudi bila nekako tudi zraven pri postavitvi razstave, če se ne motim, ne? Občasna razstava Vino naše vsakdanje, ki v Pokrajinskem muzeju Maribor je... Ne, jaz govorim o Onstran svetlobe, ko je bil leta 20 smo imeli v tem istem razstavišču, ne? Ja, v Kino Partizan je bila, takrat sem jaz tudi malo sodelovala zraven, ampak večino je pa prevzel kolega Oman, ki pa je zdaj že šel v penzijo. Ja, tako, ja. Ja, tako da. No, in ko ste že začeli, ne, se pravi, Vino naše vsakdanje ste pač vi postavili, a ne? Ja. To je zdaj, bi rekel, neko, v vinu vemo vse, ne, ko sem se midva pogovarjala, sem rekel, pravzaprav, ko sem se začel pripravljati na pogovor, sem ugotovil, da pravzaprav ne vem nič o vinu, a ne. Tako da zdaj upam, da bom tisto, temu, mislim, da je to Aristotel, kdo je rekel, vem, da nič ne vem, ne, kar se vina tiče, bova zdaj midva skušala to malo popraviti. To je kar izziv, ne. Vino, tako kot ste rekli, vsi vse vemo, na koncu pa ugotovimo, da ne vemo praktično nič. Jaz, ko sem se pripravljala na to razstavo, sem se predvsem ukvarjala z vprašanjem, zakaj od vseh pijač prav vino, ne. Zdaj, ta fama vina, to ni zdaj nekaj novega, ta izhaja že iz antičnega časa. Se pravi, že v antiki so vino zelo cenili in to se tudi katoliška cerkev, ne, pravzaprav je vino vzela kot en pomemben simbolni element v svojih obredih in vino je še danes pravzaprav prisotno tako v našem vsakdanjem kot v prazničnem življenju. Zakaj prav vino? Vino je pravzaprav ena zgodba, ne, ki se lahko ali pa se ne izide enkrat na leto. Se pravi, vinogradnik, ki obdeluje vinsko trto skozi celo leto, na koncu leta ne ve, ali bo tisto vino, bo prišel do vina ali ne. Kakšne kvalitete bo tisto vino, se mu bo pokvarilo v kleti ali ne. Skratka, jaz mislim, da je predvsem ta redkost tista, ki vino še vedno dela dragoceno. Danes seveda govorimo o vinskih presežkih, ne, to so druge zgodbe, ampak v preteklosti pa mislim, da je bil to eden od glavnih elementov, zakaj je vino vedno veljalo za nekaj, kar pritiče nekomu, ki je bolj pomemben, ki pritiče višjemu sloju, s katerim se komunicira z Bogom. Kaj mi poklanjamo Bogu? Najboljše, kar imamo, ne. Najbolj dragocene stvari, tudi vino je bilo sodilo med daritve in pa vino ima tako zanimivo lastnost, ne, da ko ga malo spijemo, da stopimo v neko drugo stanje zavesti. Se pravi, je neke vrste droga, ne? Ja, v resnici droga, ne. In zato tudi recimo arheologi razlagajo, da zdaj ne ve natančno, kako je prišlo do prve alkoholne pijače, ne. Ampak najbrž je bil splet nekih naključij, da je neko sadje po vsej verjetnosti nekje zavrelo, pa ko se je tisto vretje umirilo, je prišlo do nekega alkoholnega napitka. In po vsej verjetnosti je bilo to stanje opijanjenja, so si ljudje sprva razlagali kot nek stik z Bogom, ker so bili v nekem stanju, ki ni bilo običajno, ne. Blaženosti.
Blaženosti, ja. Je pa tista tanka meja, ne? Med to rahlo opitostjo, ki nam daje neko zadovoljstvo, pa nek občutek vsemogočnosti tudi, ne? Veste, ko smo rahlo opiti, ne, jezik teče, ne, hitrejši je od možganov, občutek imamo, da vse obvladamo, da vse zmoremo, ne, malo ta občutek tega božjega dobimo, ampak že en kozarček preveč, ne, smo pa v tisti drugi, ne, ta temni fazi, ne, ko pa pol se zjutraj z glavobolom zbudimo in tako, ne. Ja, ko ste rekli prej krščanstvo, ne, zdaj v Svetem pismu recimo je not omenjeno, ne, recimo, da je Noe vzel trto na barko, ne, da je rešil pred vesoljnim potopom, ne. Potem imamo te Lotove hčire, ko upijanjajo očeta, ne, da v bistvu nadaljujejo rod. Potem je ta verski obred, ne, pitja pri vsaki maši, ne. Tako da je to res ena taka pijača, ki jo, no, celo bom rekel, mi Štajerci, ki veljamo za pijance, ne, dejansko ne rečemo vino, ne, ampak rečemo pijača, ne. Tukaj bi dve stvari izpostavila. Slovenci imamo legendo o vinski trti, ki se nanaša na vesoljni potop. Ne, to so te klasične legende o vesoljnem potopu, ki jih najdemo po celem tem indoevropskem prostoru. Zgodba pa pravi, oziroma legenda pravi tako, da je Kranjec, nastopa Kranjec, ne Slovenec, ker je zapisal Trdina, ne, da je Kranjec se pred vesoljnim potopom rešil tako, da ko so vode naraščale, je splezal na vinsko trto. Vinska trta pa je bila takrat kurentova rastlina. Zdaj ne govorimo o kurentu kot pustnem liku, ne, ampak o kurentu kot božanstvu. In kurent se je tega kranjca usmilil, povišal vinsko trto in Kranjec je na njej preživel dolgih 7 let, se hranil z njenim grozdjem, pil njeno vino. In ko so se vode umaknile, je Kranjec splezal z nje, se zahvalil kurentu in ga vprašal, kako naj mu to povrne. In kurent mu je rekel, da mora pač skrbeti on in vsi njegovi prihodnji rodovi morajo skrbeti za vinsko trto. To je ta legenda. Se pravi, tudi Slovenci imamo neko svojo legendo. Druga stvar pa, ko ste govorili o vinu kot o pijači. Vino je zelo dolgo časa, vsaj med kmečkim življem, veljalo za del prehrane, ker ima pač neke kalorije, ki sicer so težko prišli do njih, ne. Vsi poznamo, da do druge svetovne vojne recimo, ali pa še potem po vojni neko obdobje, je večinsko prebivalstvo jedlo zelo skromno hrano, bomo rekli, ne. Predvsem jim je primanjkovalo nekih kalorij za težaško delo, ki so ga pogosto opravljali na kmetijah. Zato je vino s temi kalorijami, vino pa kruh, ne, to so bolnikom obvezno dajali, tudi kravo, ko je povrgla, so ji dali v nek vino, v katero so nadrobili kruh. Poleg tega je vino zelo dolgo časa bilo sredstvo, ali pa bom tako začela, marsikje še globoko v 20. stoletju po Sloveniji nismo imeli vodovoda, kar je pomenilo, da voda ni bila nujno čista zelo dolgo časa. Se pravi, ko smo mi, ne vem, v 19. stoletju imamo neko vodno zajetje, nikoli ne vemo, ali so tam noter bakterije ali niso, bomo po tisti vodi dobili kakšne črevesne težave ali ne. Zato je izkustveno znanje pokazalo, ne, da če to vodo, ki je mogoče biološko oporečna, zmešamo z neko količino alkohola, torej vina, ne, ta alkohol ubije bakterije do te mere, da voda postane pitna. Zato temu rečejo pogosto na Štajerskem pijača. Z njo so se odžejali, ne, odrasli in otroci. Tukaj ni bilo nekih silnih razlik, ker mama je skoraj rajši dala to pijačo otroku kot neko vodo, za katero ni bila prepričana, ali bo po njej preživel ali ne, ne, saj to vemo. Da te črevesne bolezni pravzaprav v preteklosti so bile pogosto vir smrti za najmlajše. Ne?
To sem bral celo v biografiji v Zavcu, ne, recimo, da je doma iz koncev, kjer je lažje dobiti vino kakor vodo, a ne. In Ja. Zavec je v bistvu naša generacija, ne. Ja, meni je razlagala, glih pred kratkim ena gospa, ki je sicer upokojena učiteljica, da je svojo prvo službo je dobila v Halozah. In tam je začela septembra, ne, in v septembra prve 2 uri so vsi otroci spali. Pa je rekla, v kakšno šolo sem zdaj jaz to prišla, da otroci vsi spijo. Potem je pa ravnatelj razložil, da so pravzaprav doma dobili zajtrk, ki je bila ta pijača, torej vino z vodo, v katerega so mame nadrobile kruh. In ker je bilo to obdobje trgatov, ne, niso imeli časa se zdaj najbolj ukvarjati s tem, kaj bojo otroci jedli, preden bojo šli v šolo, pa so jim naredili nekaj, kar je bilo najbolj enostavno. Ja, to, da ne bova zašla, ne. Jaz sem tudi imel sošolca v srednji šoli, ki je rekel, da je predno je šel v šolo, da mu je mama dala malo šnopčka, da ni zmrznil do šole, ne. Tudi iz Halozah doma, ne, tako da ta pijača, ja. Ja, ta toleranca je bila visoka, ampak zaradi nekih razlogov, ne. Ne zato, ker so bili ljudje neki pijanci, bomo rekli, ampak zato, ker so bile pač življenjske razmere takšne, kot so bile. Ja, zdaj se nam Jože pa Anica pridružila. Ja, se opravičujemo zaradi tehničnih težav. Tale laptop je star in je... V redu. Bomo nadaljevali, ja. Okej. Torej, ja, to sem hotel reči, ne, recimo ta odnos do vina, ne, kot ste začeli že, če sem vas prav dojel, recimo v Sloveniji je te vinske pesmi, ne, so v bistvu hvalnice, niso neke, bi rekel, razposajene, razduzdane ali pa karkoli, ne, ampak je to tisto res, en hribček bom kupil, ne, bom trto sadil, ne, prijatelje bom vabil, ne, in tako naprej, ali pa ne pozabimo, da nam ga je Bog dal, v tem smislu so te pesmi, a ne. Ja, pesmi so pogosto, ja, hvalnice vina, tako kot ste rekli, pa zdravljice, ne, se pravi, se nazdravlja in prejšnjim rodovom, nam, bodočim rodovom in tako, in pa vedno se zahvali Bogu, ne, zato ker, tako kot smo že na začetku rekli, to, da se vino pridela konec leta, ni nekaj samoumevnega, kljub temu, da se vinograd trudi za to, vinogradnik. In če gremo recimo, če pogledamo, kolikim svetnikom so se vinogradniki obračali za priprošnjo, da bi letina uspela, ne. Recimo začelo se je že s svetim Vincencem 22. januarja, takrat mora vinogradnik opraviti vsaj ta simbolični prvi rez, ne, gre prvič v vinograd pa reže trto, ampak kaj še takrat naredi in kar še vedno delajo, ne, vsaj tako mi kažejo terenske raziskave, je, da vsaj par vejic tega prvega reza odnesejo domov, dajo v vazo, postavijo nekam na toplo in potem čakajo do velike noči, kaj se bo s to vejico zgodilo. Če ta vejica lepo zacveti, ozeleni, potem sklepajo, da bo letina dobra. Če vejica ni tako, če je bolj uboga, ne, če ne požene, se bojijo, da bo letina slaba. Se pravi, že ves čas imajo v mislih to, kako se bo izteklo leto. Potem je sveti Urban, 25. maja, takrat vinska trta že cveti in takrat se tudi že pojavljajo prve nevihte. In sveti Urban je bil pravzaprav vinogradniški zavetnik proti nevihtam in neurjem, ker je to ena stvar, ki so se vinogradniki daleč od vsega najbolj bali. Najbolj od vsega. Ne, saj sami veste, toliko gotovo vsak pozna, da če recimo toča uniči vinograd, to pomeni, da ta vinograd še vsaj 3 leta ne bo pravzaprav nič rodil. Treba pa ga je vsa tiste 3 leta vzdrževati in skrbeti za njega. Zdaj, proti toči so se vedno borili na zelo različne načine, tudi na te, če se pogovarjamo o nekih nadnaravnih načinih, ne, vedno so molili, še vedno recimo, ko prinesejo presmec oziroma butarico iz velikonočnega žegna, zatikajo vejice velikonočnega žegna recimo v vinograd ga dajo in tako naprej, da ne bi recimo strela udarila.
Drugače so pa, recimo, stari načini so bili, da so zvonili za zvonovi cerkvenimi, da so nabijali z možnarji oziroma stopiči in tako naprej. Pa da ne bom predolga, no. Ne, saj imamo čas, kar povedi. Imamo čas? Dobro. Ja. Potem pa vam mogoče lahko povem eno tako zanimivost glede te protitočne obrambe, ki je bila res izjemno pomembna za vinogradnike, da so 1895. leta je v okolici Slovenske Bistrice bilo grozljivo neurje. Takrat je potolklo večino vinogradov v okolici in so bili uničeni do te mere, da so razmišljali, da bi enostavno opustili vinogradništvo. Ampak te lege tega južnega Pohorja, ne, so izjemno kvalitetne za vinograde. Zato so potem vseeno iskali neke načine, kako bi se pa obvarovali pred točo, ne, da jim ne bi naslednjič spet tako potolklo vseh vinogradov. Takrat je bil župan Slovenske Bistrice Anton Štigar, on je bil tudi vinogradnik, imel je neke tovarne in tako naprej. Skratka, bil je napreden človek za svoje čase in je razvil protitočni sistem tak, da je na najvišje točke postavil take visoke tulce, recimo, če si predstavljate dimnik parne lokomotive, ne, tako visoke, ozke, in z njimi so začeli nabijati proti nevihtnim oblakom. Se pravi, bili so dosti večji in močnejši od možnarjev, s katerimi so do takrat nabijali, in v nekem obdobju so pravzaprav dosegali z njimi zelo dobre rezultate. Začeli so take tulce, te topove, recimo, ne, uporabljati tudi v Italiji, v Ameriko so jih izvozili in tako naprej. Potem pa so ugotovili, da bi jih morali postaviti na preveč točkah, ne, da je to vseeno malo riskanten pravzaprav način protitočne obrambe, in so opustili. Zanimivo pa je, vsaj meni, da tovrsten način še vedno uporabljajo recimo ponekod v Kaliforniji in v Kanadi, s tem, da zdaj so te tulci niso fiksni, tako kot so bili tukaj, ne, ampak so premični, torej ni treba čakati, da pride nevihtni oblak zares nad tulc, da se izstreli iz njega, in pa nabijajo jih s plinom, kar je bolj varno, ne. No, naslednji, potem recimo, če gremo naprej po tem letnem ciklu, ne, se za Jakobovo, to je 25. junija, pa nekje do velike maše, torej do 15. avgusta, se v vinogradih postavljajo klopotci. Ti klopotci imajo seveda nalogo, da ščitijo vinograd pred ptiči. Po drugi strani pa je recimo manj znana zgodba ta, da je bilo obdobje, ko je grozdje zorelo in ko torej ni bilo več nekega velikega dela v vinogradu, je bilo obdobje, ko so lastniki vinogradov lahko pravzaprav odpustili viničarja brez pravega razloga. Zdaj, na našem koncu poznamo, so bili viničarji, ki so živeli v deputatnem delovnem razmerju napram lastnikov vinogradov. Deputat v resnici pomeni to, da viničar živi v neki hiški, viničariji, da ima, ne vem, nek vrt, pa mogoče kakšno kravo ali pa pujsa, kokoši v uporabi, to mu vinogradnik da v uporabo, v zameno pa mora viničar obdelovati vinograd, ne. Zdaj, to obdobje si lahko zamislimo, da te viničarji so bili seveda nepismeni, dogovori so bili vedno sklenjeni ustno, pogosto je bilo, kot smo že omenili, je bil alkoholizem. Zato je bilo to obdobje tako kar precej napeto in viničarji so klopotcu pravzaprav rekli Vajncrlova smrt. In tudi najstarejša pesem, če govorimo o pesmih, ne, o klopotcu, je pravzaprav, ima naslov Tožba nekega viničarja, ne, in govori pravzaprav točno o tem obdobju. Drugače pa so trgatve, začetek trgatev je bil spet omejen z nekim svetnikom. Če lahko vprašam nekaj za klopotce. Izvolite.
Koliko so znani za Slovenijo in koliko je tega drugje po svetu, oziroma odkot izvirajo klopotci? Ja, po dosedanjih raziskavah, ki seveda raziskave se nikoli ne zaključijo, ampak po dosedanjih ugotovitvah je klopotec, tako kot ga mi poznamo, pravzaprav slovenski, je čist avtohtona zadeva. Dva tipa klopotcev poznamo, ne, Slovenci, haloškega pa slovensko-goriškega, en ima 4 krake, en ima, kako? 4 pa 6 krakov. Tako, 4 pa 6 krakov, ne, Avstrijci gor jih imajo 8 pa tudi 12 in tako naprej. Tako da, klopotec kot tak je očitno res kar slovenski izum, ne. Po drugi strani pa je treba povedati, da so pa ne glih klopotce, ampak neke vetrnice, neke mehanske vetrnice, ki so preganjale ptiče, so že, mislim, da v 14. stoletju, zdaj nisem čisto prepričana, ampak že dolgo nazaj, so poznali v nemških deželah, ne. Bili so dosti bolj kompleksni, ampak te so pa postavljali recimo po poljih, ne, predvsem po pšenici in tako naprej. Še kakšno? Ja? Ne delujte, v redu. Okej, no, torej, zdaj smo rekli pri trgatvah, ne, ki so se začele običajno na Trezijino, to je 15. oktober šele. Zdaj, če vemo, danes, kaj je 15. oktobra, smo že skoraj brez mošta, ne, ker se začenjajo trgatve toliko prej, včasih že konec avgusta pobirajo tlele. Ja, to sem se jaz pogovarjal s starejšimi ljudmi, z vinogradniki so rekli, da jih je v roke zeblo, da je bilo grozljivo ta trgatev, ne. Čeprav trgatev je bil zmeri praznika, ne, to ni bilo neko delo, kot tako prisilno delo, ne, čeprav je utrujajoče, ne, ampak je bil vedno praznika, ne. In so rekli dejansko, da so v mrazu, v dežju, v megli so pobirali, ne. Zdaj v bistvu, je redko, kot so rekli, ne, mesec do 2 meseca prej se trga, ne. Ja. Zdaj, iz različnih razlogov, ne, so se te stvari spremenile. Ene so klimatske razmere, ki so definitivno se spremenile in vplivajo tudi na dozorevanje grozdja. Drug pa je sam ta princip, ki ga zdaj vinogradniki uporabljajo. Torej, včasih je veljalo, da je grozdje zrelo takrat, ko se pecelj že začne sušiti, ne. So verjeli, da je takrat največ sladkorja v grozdju. Danes pa imajo vinogradniki pač neke druge pristope, ne. Ampak dobro, torej, včasih so 15. oktobra na Terezijino. In to so spet oznanili na nek svečan način, ne. S tem ponavadi so ali s pištolo ustrelili ali z možnarjem usekali, skratka na ta način so dali signal, da se začenja trgatev. In drug pomemben, še bolj pomemben svetnik v tem jesenskem času pa je seveda sveti Martin, ne. Sveti Martin nastopi že potem, ko je grozdje pravzaprav že sprešano, ko že gre to prvo vretje mimo, ne, ko že odvre, ko ni več mošt, ampak je že vino. Je pa sveti Martin vsaj tako zelo priljubljen, ne, in vsak nekaj ve o svetem Martinu. Je to praznik, pravzaprav zahvalni praznik, ne. Cerkev je po vsej verjetnosti v to obdobje postavila svetega Martina zato, da je prekrila neka poganska praznovanja. In to zahvalne praznovanje, se pravi, zahvaljevali so se pa ljudje vedno naravi, da jih je obdarila s temi jesenskimi darovi, ki omogočajo človeku preživetje, ker se je bilo treba pripraviti na zimo. Zime so bile dolge, temne, hladne, v tem času ni bilo možnosti, ne, pridobiti nekih novih recimo živil, zato se je bilo treba na to temeljito pripraviti. In seveda tudi zahvaliti naravi, da omogoča to preživetje, ne. Danes, zdaj sveti Martin po zgodbi je bil en tak, je bil sicer rimski vojščak, ampak zelo prijazen, ne, znani so tisti prizori, ko reže svoj plašč, da z njim ogrne premraženega berača, pa znani so prizori, ko je z gosko, ne, ker naj bi goskega izdale, ker ni hotel postati škof, pa se je skril med njih, pa so potem one zagagale in tako naprej. Ampak v resnici je goska
tudi že predkrščanska daritvena žival. Zakaj? V tem času so pač gosi fino napitane, ne? Tudi one se pripravljajo na zimo in imajo res kvalitetno meso, pa tudi o tem se tako zdaj ne rado govori, ne? Zdaj imamo to obdobje, ko so vegetarijanci, ker precej nas probajo prepričati, ne, da se da preživeti brez mesa. Ampak meso je bilo vedno pomemben del prehrane, ki je omogočal preživetje spet, ne. In jeseni smo imeli spitano živino, ne samo gosi, ampak tudi drugo živino. Hrane smo rekli, je bilo v omejenih količinah. Zato so se takrat začele tudi prve koline, ne. Tudi to je bilo treba, se pravi, črede je bilo treba zreducirati, zato da je lahko del črede preživel spet do pomladi. Na Martinovo so bili tudi zato pastirski prazniki pogosti, ne, in tako naprej, ampak zdaj že zahajam malo predaleč. No, vse se tiče temu, ne, se tudi do končni fazi, ne, če zdaj se malo navežem. Tudi recimo med Martinovim in med Božičem je bil tudi neke vrste posta, ne. Ja, Ne, točno recimo. tako. Ja, tako. Točno to je bil, Martin je bil predpostni praznik. Mi danes pozabljamo na vse te poste zelo radi, ne, ampak to je tako, ne. Sodobni človek je spet malo izgubil stik s tem, zato ker prelepo živimo, predobro jemo, ne, prefino nam je, ne. Nikoli v preteklosti, pravzaprav v zgodovini, nobeni vladarji niso tako dobro živeli, kot živi danes povprečen zahodnjak, ne. Zdaj ne vsi na svetu, ampak recimo Evropejci imamo zares dober standard. In zdaj, zdaj smo že malo pri drugem vprašanju, ne, kako zdaj osmisliti praznike, če živimo praznik vsak dan. V preteklosti so točno vedeli, na Martinovo se ga bomo fino najedli, koline imamo, iz mošta smo dobili vino sprobavamo, kakšno smo pridelali čez leto, zdaj se bomo pa pripravili do novega velikega praznika, do Božiča, ne. In bomo v tem času vzdržni, ne, se prilagodili naravi, ker za Martinovo imamo že temo, ne. Se že pojavi tema, ki samo narašča vse do Božiča in se potem spet prevesi v svetli del leta, ne, gre proti svetlobi spet. Se pravi, treba je dihati v ritmu z naravo, se pomiriti, nehati delati, tudi manj jesti, se bolj ukvarjati s svojimi mislimi, svojo družino, z notranjimi deli, ne, s temi opravili, ki se tičejo recimo topline, ne, ognjišča in tako naprej. No, zdaj, ja, trgatev, ne, oziroma ne, no, trgatev oziroma Martinovo, v bistvu spravite vse je dejansko kot neke vrste bilo, medsosedski odnosi so bili, na vse te praznike so vabili ljudi. Ja. Vino je tudi ena živa zadeva, ne, ki v bistvu, bi rekel, se rodi, se stara, ne, plemeniti, tako da je nekako, ja, to sem se spomnil, zdajle sem pozabil povedati, ko sem bil torek v Lenartu, a ne, je bilo zanimivo, ne, da je bilo samo belo vino na mizi, ne. Pri nas tukaj v Ljubljani, ne, imaš zmeraj belo ali rdeče vino, a ne, se ponuja okrog, kdo bo pil, ne, tam je bilo pa enostavno belo, pa konc pa noben ni vprašal, a piješ, če. Ne. A boš rdeče ali boš belo? Ni tega vprašanja na Štajerskem ni, Ja, tukaj tradicionalno je belo vino tisto, ja. tako, ne. Tako, ja, ker bele sorte bolj uspevajo nekako, ja. Ja. A ima kdo kako vprašanje? Ne, okej. V redu, kako? Dušan, Joža tukaj. Joža, evo, Gorenc. Ja, mene pa Vi nimate vina, vi imate šnops. Mi imamo šnops, ja, ampak pa mošt, ja. Drugače pa tako, no, midva so se malo kasneje vklopila, kako je gostje ime? Aha, okej. Torej, gostje je Nives Cvikl, je etnologinja. Zdaj, to sem vas hotel vprašati, ja, pa sem... Pa še nekaj sem hotel pač reči, ki je prej govoril, a ne, da do Božiča gre dan dol, pa gor, a ne. Mi je prišlo na misel, eni pravijo tako, sicer morebiti to se ne tiče vina pa vseeno, ampak dan gor, sneg pa dol.
Ja. 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 Drugače pa tako v naši vasi je bil tudi ljudje, ko so Bohinjska bela, ne? Bohinjska bela, so imeli te, bi rekel, te grozdje, te brajde, ne, tako, če so pa kaj vina devali, je pa vprašanje. Ja. Torej, gospa Nives Cvikl je etnologinja. Zdaj to sem hotel vprašati, dve varianti se pojavljajo, kustodinja ali pa kustosinja. Kaj je pravzaprav? Slovar dovoljuje oboje. Točno tako. Ja. Tisto, kar vam boljše zveni, kar vam gre lažje z jezika. V redu. Potem, ko sem videl najavi na strani Pokrajinskega muzeja Maribor, kjer dela, piše: rada imam zgodbe in v muzejih je vse polno. Nekateri predmeti jih šepetajo, drugi jasno pripovedujejo, tretji skrivnostno molčijo. Zdaj mimogrede, danes sem se pogovarjal s tem gospodom iz Narodne galerije, ki dela na vonjih. To je en evropski projekt, upam, da ga bomo uspeli nekako prilagoditi tudi za slepe, da bi malo okrog tem pogovorili, to sem se pogovarjal. Iz Slovenije so poslali tole šatulico oziroma to bačnico od Prešerna in zdaj delajo na tem. Tako, mimogrede. Gospa pokriva v Mariborskem muzeju orožje, a je to res? Ja. Ja. Pa ne zgledate glih militantni tip, ne? Ne, z orožjem je tako, da pač nekdo ga mora prevzeti. V tem trenutku sem jaz tista, ki skrbim za njega, ampak o orožju pravzaprav me nič ne sprašujte, ker res ne vem skoraj da nič. V redu. Imamo zunanje strokovnjake, ki jih najamemo, kadar imamo kakšne stvari, pa jih pozovemo k pomoči, si pomagamo. Jaz sem skrbnica v tem smislu, pač, da skrbim, da je vse orožje pospravljeno tako, kot mora biti in da do njega pač nima vsak dostopa. Ja, ker zadnjič, ko sem se pogovarjal s tole Vrbotnovo iz Velenja, ko je direktorica Velenjskega muzeja, sem se spomnil enega dogodka iz moje otroštva, ko je na gradu nekdo nekoga ustrelil. Ker je bilo tam leta, ne vem, 66, 68, ker je bilo očitno not v tistem orožju iz druge svetovne vojne je bil še metek, ne. Tako da sem pol zanj celo članek našel nekje. Tako da pri vas tega problema ni, ne? Ne, ker imam tudi starejše orožje, tako da V redu. ni to. Tako da, v redu, tale razstava, v kateri se danes pogovarjava, Vino vsakdanje, je v bistvu, v Sloveniji imamo 14 vinorodnih okolišev, ne. Zdaj, vi ste se specializirali v tej razstavi za Haloze, za vzhodno Slovenijo, ne. Za Podravje, ja. Za Podravje, ne. To je tudi eno najboljših dejansko, najkvalitetnejše vino, belo vino v glavnem prihaja, ne, z tega področja, ne. Ja. Zdaj, kot smo že rekli, radi imate zgodbe, ne, in zdaj ta razstava je sestavljena v bistvu iz večjih zgodb, ali pa če vzamemo skupno nit, je ena je v trti in vinu, vinogradih, a ne, druga so zgodbe o posameznikih, skupnosti in pa osebne pripovedi, ne, nekako to je bilo, ne, zadeve, a ne. In zdaj, če še tako mimogrede dam, v naše kraje so trto prinesli Kelti, bojda, a ne. Rimljani, ko so sem prišli, so jo že našli in tudi, bomo rekli po mariborsko, praslovani so jo pa tudi podedovali od Rimljanov, a ne. Ja, po propadu Rimskega cesarstva, zdaj Rimljani so imeli cele ceremonije glede vina, ne, zelo natančna pravila, kako se pije in tako naprej. Po propadu Rimskega cesarstva pa pravzaprav, ko so prišli Slovani kot taki niso zares bili navdušeni nad vinsko trto, nekako niso s sabo prinesli, ne, svojo kulturo, je pa že zelo hitro tukaj nastopila krščanska cerkev, ne. Že prej smo rekli, da ta uporablja vina v svojih obredih,
tako da se je pravzaprav zaradi krščanstva začelo vinogradništvo v teh krajih spet spodbujati in so začeli gojiti vinsko trto. Pol pa vemo, ne, da so v resnici je Maribor nekako kot mesto se razvil prav po zaslugi vinske trgovine, ne, in vinogradov. Maribor je eno tako res zanimivo mesto, vam povem, ker ne vem, kako ga poznate, ampak ko si v središču mesta, če pogledaš proti zahodu, se vidi smučišče, če pogledaš gor proti severovzhodu, je pa vinska trta. Se pravi, vse imamo na dosegu rok. Če gremo s kolesom, smo v 10 minutah in na Pohorju lahko smučamo ali pa gremo vinograd pogledati. S tem, da v središču mesta je bila počasih Vinagova klet, ne? Ja. Ne. Vinagova klet je še Vinska trta. najstarejša trta na svetu, ja. Ja, Ja, to je pa najstarejša trta na na Lentu, svetu. ja. Tako. Tudi ne daleč stran od centra, ne? Vse imamo, v roku 10 minut vse vidite, vse znamenitosti. Ja. Včasih je bila bolj šmarnica, pol so pa druge sorte prihajale. Ja. Verjetno. Ja, nadvojvoda Janez je bil tisti, pravzaprav, ki je prinesel s sabo idejo posodabljanja vinskih trt, ne. Malo mu je pomagalo, bomo rekli, v narekovajih tudi to, da so se takrat začele te vinske bolezni pojavljati v vinogradih, ne, od ovidija pa potem od ta trtna uš. Nadvojvoda Janez pa je pravzaprav na Meranovem, to je zelo blizu Maribora, ena taka mikroklima je tam fantastična za vinograde. Tisto je, bomo rekli, so mu svetovali in je kupil in je tam začel pravzaprav testirati nove vinske sorte, tam je začel testirati tudi nove vinogradniške principe, ne, zelo sodobne. In kar je zelo pomembno, predvsem je on uvedel nov način kletarjenja. Zdaj, kletarjenje je bilo zelo dolgo na zelo nizki ravni, zato so vino pogosto mešali ne samo z vodo, to, kar smo se pogovarjali prej, ampak tudi z različnimi zelišči, začimbami, z medom, ne, da so prikrili razne napake na vinu. Pa vino je bilo tudi v bistvu slabše kvalitete oziroma trta kot take, ne? V bistvu, Ja. ne? Ker nekje ena zgodba je, ne, da v bistvu je, ne vem šele, mislim, da je Dioklecijan ali kdo je dovolil ali po popravdu Rimskega cesarstva, da je dovolil, da se je trta izvažala, trta, ne, kot sad, ne, rastlina, iz Rimskega imperija, prej izven Rimskega imperija oziroma Apeninskega polotoka ni smela iti, ne. To zdaj ne vem, če čisto drži, ker kolikor je meni znano, je najstarejše vino, prvo vino so pridelovali Gruzici, ne. Torej je že tam morala biti tudi trta, drugače ne bi šlo, tudi Grki so. Jaz mislim, da je bilo bolj govora o vinu kot takem, ker so imeli zelo stroga pravila, kdo lahko vino izvaža, kdo ga lahko uživa. Recimo zelo dolgo v zgodovini ženske niso smele uživati vina. Znana je zgodba prav iz Rimskega cesarstva, da je en mož ubil svojo ženo, zato ker je pri njej našel ključ od vinske kleti. Ni je zasačil, da je pila vino ali pa da je imela stik, ampak samo ključ od vinske kleti je imela pri sebi in je bil oproščen, ker je bilo to pač upravičeno, ne, ženska ni smela imeti stika z vinom. Recimo, to je ta segment. Drugo je, da recimo sužnji niso smeli piti vina, da so po tej hierarhični lestvici se je točno vedelo, kdo lahko v katerem obdobju pije vino. Tudi ko so imeli te svoje bakanalije, ne, ko so se dobivali ko so trajale ta slavja več dni in več noči, so imeli predpisano, v kakšnih količinah se pije vino, v kakšnih količinah se ga meša z vodo. Ker so pravzaprav se jim je zdelo to opijanjanje, ne, pretirano pitje vina, to, kar smo prej govorili, ne, ko je ta tenka meja med tem, da si okajen, recimo, ne, pa tem, da si močno pijan,
oni so se ves čas trudili, da bi ostali znotraj okajenosti, ne? Torej, da ne bi pretirano bili piti, ker to jim je bilo pa že živalsko, ne? To pa že ni bilo več vredno dostojnega človeka. Zato je bil nadzor nad vinom kar precej močen. Poleg tega pa, ko že ves čas govorimo, ne, vino je dragocena dobrina bila vedno, ne, in draga. Ko sem bil v torek, sem bil v Slovenskih Goricah, mi je bilo zanimivo, ne, murve rastejo, ne, murva je ena taka primorska rastlina, a ne, in sem malo poprašal, v čem je tu štos, ne, zakaj murve, so rekli, da je odlični les za sode. Ne. Ja. To... Ja. Pa hrast, ne? Pa hrast, ja. Ampak murve, ne, mislim, ta primorska zadeva, človek bi rekel, ki je gor na severu, pravzaprav na vzhodu, ne, Slovenije, pa v bistvu ta primorska zadeva, so rekli, ne. Pa mogoče murve, zdaj ne vem, koliko stare murve ste videli, ampak murve zdaj na vzhodni Sloveniji zelo veliko zasajajo, zato ker skušajo spet obuditi svilogojstvo, ne? Svilarstvo in svilogojstvo, ja. To tudi, ja, seveda, murve so tu za svilo, te zadeve, ne. Pretežno zaradi tega, ja. Ja, pretežno to, no. V glavnem, tole sem hotel še, a čva mogoče vino pri posameznih obredih še pogledati, ne, ko sva rekla, življenje spremlja od rojstva, ko otrok se rodi, ga je treba zapiti, ko ne vem, ko imaš rojstne dneve, je treba zapiti, tako je prisotno, ne, ampak to je pač nekaj obredno, ne, zakaj recimo? Ja, zdaj, ljudje smo, zdaj, ali se zavedamo ali ne, smo vedno pravzaprav v nekih obredih prehoda, ne, eni so taki vsakodnevni, eni so malo večji, največji so vedno, etnologi jih tako smatramo, rojstvo, poroka in smrt. In pri teh največjih obredih je treba piti kvalitetno vino, pa ne samo kvalitetno, ampak tudi posebno vino. To je obredno vino, ki mu Slovenci rečemo šentjanževec. To zdaj ni blagovna znamka, ne, kar je potem po drugi svetovni vojni se iz tega razvila neka blagovna znamka, ampak je blagoslovljeno vino, ki ga vinogradnik odnese k blagoslovu konec koledarskega leta na god svetega Janeza Evangelista, to je 27. decembra. Takrat gre torej v cerkev, vzame najboljše vino, poseben obred in domov prinese blagoslovljeno vino. Tisto potem vino dobi vsak domač, dobi vsaj en požirek, malo vina se polije po poljih, seveda tudi vinsko klet in tako naprej. In če smo že pri zimi, recimo začnimo s porokami, ker poroke so ponavadi se odvijale v zimskem času, ne. In že pri porokah ima to blagoslovljeno obredno šentjanževo vino pomembno vlogo. Imelo pa je še pred krščanstvom je bilo vino v poročnih obredih pravzaprav imelo pomembno vlogo v tem, da so z vinom pravzaprav sklenili zakonsko zvezo. Zdaj, ostanke tega še danes najdemo na Pohorju, kjer izvajajo tako imenovano hišno poroko. In to je izgledalo tako, da sta v preteklosti, ne, pa kar se še vedno danes na Pohorju izvaja je, da sta mlada dva dogovorjena za poroko, sta se prijela za roke pred skupnostjo, pristopil je ali oče enega ali drugega, ali drugi, in ju križem prelil po rokah. In za skupnost sta v predkrščanskem obdobju ona dva veljala za poročena. Na podoben način so se sklepale tudi recimo zaroke, na Pohorju pa kot rečeno tudi ta hišna poroka, torej ko pride ženin po nevesto, na njenem hišnem pragu se izvede ta obred in temu se reče hišna poroka. Drugače pa šentjanževcem recimo se fant poslovi na fantovščini od svojega samskega stanu, pa dekle na dekliščini. Ko gre fant od doma, se tudi s kozarcem šentjanževca se zahvali svojim staršem za vse, kar sta dobrega naredila za njih, ne, ker se simbolno poslavlja od tega svojega fantovskega stanu, ne, zdaj bo on poročen moški in bo tudi on gospodar
oziroma bo imel svoje gospodinjstvo, torej gre v neko drugo stanje. Potem pa poznate, ne, to, ko pride na nevestin dom, pa se tam delajo, da ne vejo, kdo so zdaj to za eni svatje, ne, po kaj so prišli, se igrajo gledališče, ne, pa rečejo ženinovi, smo prišli po nevesto, po kakšno nevesto, tukaj ni nobene neveste, ja, imate našo nevesto. No, pol vam damo pa to, pa dajo na prak enega moškega z ruto. Ne, te pa nočemo, ta ni prava. Ja, druge pa nimamo, ja, pa mi bi imeli pravo nevesto, pa mu dajo eno staro žensko. Ne, te tudi ne bi imeli, mi hočemo pravo nevesto. In se tako igrajo, ne. Se pravi, pri teh obredih prehoda je logika v tem, ne, da zdaj prehajamo v neko novo stanje. In ker je novo stanje vedno nekaj neznanega, nekaj, kar mi še ne vemo točno, kako bo potekalo in kaj bo, je treba narediti vse, da zle sile, recimo, ne bodo vplivale na dober iztek. Torej je treba zle sile prelisičiti. To se dela s temi lažnimi nevestami. No, in ko se prava nevesta pojavi na pragu, ima pri sebi šopek za ženina, da mu ga pripne na suknjič, in pa kozarec šentjanževega vina, ki ga da njemu, torej ženinu in njegovemu botru oziroma priči. Potem gre sprevod do cerkve, tam se tudi pri cerkvenem obredu se ženin in nevesta spijeta, pravzaprav šentjanževim vinom napijeta z duhovnikom. Na poročnem slavju pa, saj vemo, se napija najprej šentjanževcem, potem pa tudi s kakšnim drugim vinom. Zanimiv recimo lik pri teh poročnih obredih na Štajerskem oziroma prav na Pohorju je Protfirer. Mi imamo eno čudovito fotografijo tega Protfirerja, ki je pravzaprav poročna priča, ki drži v roki lepo okrašeno steklenico vina. In tisto steklenico vina je moral šentjanževca spet, je moral on ves čas čuvati, ves čas poročnega obreda je morala biti tista steklenica polna. Svatje pa so ves čas pravzaprav delali, so ga izzivali na način, da bi bila čim bolj prazna. Skratka, to so se še spet neke take igre. Zdaj, poroka je seveda ima smisel v tem, da se ustvari neka nova družinska celica, neko novo gospodinjstvo, in vsi so si seveda želeli predvsem naraščaja, tudi to je bil eden od recimo glavnih napitnic so bile te, da so ženinu in nevesti želeli blagoslovljeno, bogato življenje in pa seveda dosti potomcev. Zdaj, nosečnica je v času nosečnosti bila podvržena nekim pravilom, kako se lahko obnaša, kako se ne sme obnašati, tudi kar se vina tiče, kaj lahko spije, kaj ne sme spiti. Predvsem pa je vino v obdobju nosečnosti imelo glavno vlogo v trenutku, ko se je začel pripravljati porod, ko se je začela ženska pripravljati na porod. Takrat je pripravila nečke, da se bo v njih umil novorojenček. Pripravlja je poleg nečk želje za otroka, torej tja je postavila sveto pismo, pa rožni venec, da bo pobožen, da bo znal brati, da bo izobražen. Nastavilo se je nekaj drobiža, zato da bi bil otrok bogat. Zelo radi so zraven nečk postavili kakšen inštrument, da bo otrok glasbenik, ker glasbeniki dobro živijo, hodijo okrog po zabavah, dobro jejo, dobro pijejo, nič jim ne manjka. In pa predvsem se je na mizo nastavilo kozarec vina, šentjanževega, za rojenice oziroma sojenice, da bi otroku dobro odsodile. Torej, da bi otrok imel srečno življenje. Pa še ena zanimiva stvar, recimo, ki je meni luštna tukaj na Štajerskem, da so poleg nečk, poleg te prve kopeli postavili tudi, so si pripravili bluzico,
pa hlače, se pravi žensko bluzico pa moške hlače, ne, ker niso pač vedeli, kaj se bo rodilo. Danes vemo, ne, danes ta romantika odpade, gremo na en ultrazvok pa vemo, ali bo fantek ali bo punčka. Takrat se seveda ni vedelo in so postavili oboje, ker če bi recimo samo hlače pripravili, pa bi se punčka rodila, pa bi njo pač zavili v tiste moške hlače pokopeli, potem bi ona samo za moškimi gledala celo življenje in obratno, ne. Če bi imel samo žensko bluzico, pa bi se fant rodil, pol bi on samo za deklinami gledal, ne, tako kot rečejo tukaj Štajerci. No, in ko se začne porod, so žensko pogosto s toplim vinom namazali po trebuhu, zato da bi lažje rodila, ne, da bi se mišice zmehčale in bi lažje rodila. Takoj po porodu so otroka seveda umili v prvi kopeli. Zanimivo je, da so to vodo, ne, so verjeli, da ima neko čudežno moč in so jo zelo pogostokrat odnesli v vinograd ali pa v sadovnjak, zato da bi vinograd oziroma da bi sadje bolje rodilo. In takoj po porodu, pogosto še preden so novorojenca prvič prislonili k prsim materi, so ga odnesli h krstu. Na krst so vzeli, se veste, svečo, pa zavijačko, pa v to belo oblačilce so ga dali in tako naprej. In po obredu v cerkvi sta botra in ponavadi kar mama, ne, ali pa tašča, sta bile prisotne pri krstu, sta povabile tudi duhovnika, da pride v cerkev, da otroka zapijejo, ponavadi v cerkev, v gostilno seveda, ne. Ponavadi v gostilni že bil oče, ne, pa že napijal, ne, za svojega novorojenca, šentjanževim vinom, potem so prišli še botra pa mati, pa še duhovnik in so napijali. In v zgodovinskih virih, ne, iz 19. stoletja imamo ogromno zgodb, ko so pravzaprav napijali toliko časa, nazdravljali novorojencu, da so že na koncu pozabili, komu nazdravljajo in da so tega novorojenca, da so kar malo pozabili na njega, no. Pa jim je padel pod klop, pa je jokalo tisto dete, si morate predstavljati, ne, lačno. Včasih, mislim, so zgodbe, ko so ga izgubili po poti tudi, ne, pa so ga potem iskali, pa so ga našli ali pa tudi ne. Pa se človek vpraša, okej, ne, danes, če poznamo te sodobne mamice, ne, ki nadzorujejo otroka 24 ur še med spanjem, pa vsak reče, dobro, kje je bila pa zdaj mama, ne? Ženske so v času po porodu veljale za nečiste, ne, in niso smele pravzaprav se pokazati niti na hišnem pragu. Morale se lepo ostati v hiši, ležati, počivati, ne. Prav to je bilo edino obdobje, ko je ženska lahko, bomo rekli, legalno počivala, ne, si vzela to pravico, da se je odpočila. In zdaj to obdobje nečistosti je veljalo od 8 dni do 3 tedne, različno, od kraja do kraja. In v tem času... Moram povedati, se opravičujem, da je bilo to v tistem mrtvem obdobju, ko ni bilo nič za delati, ne. Da v bistvu poroke so bile dejansko, se smo že zanče, od Martina do pusta, ne. Tako, to so bile poroke, ja, tako, ja. Tudi živino, ne, tako smo rekli, je bila takrat spitana, ne, pa so jo je bilo smiselno takrat zaklati, ne. Se pravi, so imeli nek vir mesa. No, ampak zdaj, če smo pri naši porodnici, ne, ki je takoj po porodu nečista, to nečistost so zelo resno jemali. Recimo našla sem en zapis, ko se je ena porodnica pojavila na hišnem pragu in je bila potem popoldan nevihta in potem so njo krivili, da je ona tista, ki je zakuhala to nevihto, ne. Se pravi, to niso bili heci, res je ženska morala ostati v hiši noter in se nič ven kazati. In v tem času je imela pravico tudi do malo boljše hrane in do vina. Ona je v tem času spila od 50 do 100 litrov dobrega vina. Ja, tako se sliši veliko, ne, ampak zdaj, če malo razdelimo na 3 tedne, mogoče teh 50 litrov niti ne zveni tako grozno, sploh, če se spomnimo, da je bilo vino del prehrane, ne, da je v to vino ona najverjetneje namakala kruh in uživala to kot del prehrane.
Zdaj, če gremo pa na drugi pol, ne, zdaj smo imeli tukaj rojstvo, ne, če gremo pa potem na zaključek, ne, na smrt. Na Štajerskem so recimo je veljalo, da je umirajoči na smrtni postelji kot zadnji požirk na tem svetu dobil požirk šentjanževega vina, požirk šentjanževca, ne. Če sta bila zakonca oba še živa, ne, sta pač zakonca skupaj zadnjič spila, tako kot sta ga prvič skupaj spila na poroki, sta ga potem zadnjič skupaj spila na smrtni postelji. Ob smrti, recimo, ne, je bilo vedno treba pokazati, da se je spet zgodilo nekaj zelo nenavadnega, nekaj, kar je sicer pričakovano, ampak v človeku vedno vzbudi neko nelagodje, ker je treba seveda stvari na novo vzpostaviti, ne. To je spet en obred prehoda, ki je dokončen, po katerem se vse stvari do konca spremenijo, ne. In zdaj, kadar je umrl recimo gospodar, so odprli vsa okna v hiši, okrog so obrnili pohištvo, stole, klopi, ura se je ustavila, ogledalo se je prekrilo, in kar je res nenavadno, kadar je umrl gospodar, se je ugasnil tudi ogenj na ognjišču. To je spet eno tako zelo močno simbolno dejanje, ne, saj vemo, ogenj na ognjišču se nikoli ni smel ugasniti, zato ker to pomeni neko simbolno kontinuiteto, ne, življenja in rodu in tako naprej. Kadar pa je umrl gospodar, se je tisti ogenj ugasnil, ker je to pomenilo, da hiša potrebuje novega gospodarja, ne. Mrliča so potem dali na pare, torej na ta mrliški oder, in so se od njega začeli prihajati, poslavljati znanci, prijatelji, sorodniki od blizu in daleč, in njih je bilo treba pogostiti, ne. Seveda se jih je zaradi, bomo rekli, pomembnosti dogodka, ne, pogostilo s šentjanževim vinom. In spet imamo taka pričevanja, ki so čisto stvarna, ne, da se je na teh pogrebnih, recimo, slavjih oziroma teh pogrebnih obredih, da se je spilo včasih več vina kot na poroki, ne. Tako da je tisti, ki je moral priskrbeti to vino, je imel včasih kar precej težav. Po pogrebu so se potem od mrtvega še zadnjič poslovili na tej pogrebščini. Danes rečemo temu sedmina, ampak sedmine so pravzaprav 7. dan po pogrebu, ne. Danes v resnici so to pogrebne pojedine, pogrebščine, in zelo pogosto so tudi na teh pogrebnih pojedinah na nek simbolen način obeležili še zadnjič tega pokojnika, ali tako, da so pustili en prazen prostor z pogrinjak, ne, v katerega kamor so natočili vino. Včasih je tisti kozarec z vinom krožil po omizju, pa je pred vsakim, ko je bil, je potem tisti povedal nekaj o pokojnem, kaj lepega ponavadi, ne. Sicer pa se pokojnih v našem okolju spominjamo tudi ob drugih dogodkih, recimo seveda za 1. novembra, ne, dan spomina na mrtve. Ponavadi so že na predvečer nastavili na mizo ali pa na okensko polico kozarec z vinom, pa kos kruha. Drugače pa v vinorodnih krajih pa zelo pogosto tudi na martinovo, ko se zaključi martinova pojedina, vinogradniki še danes puščajo v kleti kozarec z vinom za rajnke duše, ne, torej za duše pokojnih. Pa polivali so po grobih, ne, tudi vino. Ja, to v Gruziji še vedno delajo, ko se odpre steklenica vina, jo vedno avtomatično zlijejo prvi požirek na tla za pokojne, ne. Ja, to je ta, okej, šla spet preveč, kar izvolite, naslednje vprašanje. Ne, v redu, saj kaj povejte, saj mogoče je Zanimivo. Zanimivo, no, saj v glavnem poslušal sem vas včeraj, ko sem malo brskal o vas, sem videl, ste bili gostja ene
oddaje, ko so se, mislim, da je bilo leta 18, so se pogovarjali v Mariboru, o obeleževanju, o lučkah in teh stvari ste bili gostja, ne, in tam ste povedali na zanimivo zadevo, ki jo enostavno ne morem pozabiti, ne, in to je o darilih, obdarovanje. Kako je v bistvu s temi zadevami, zdaj smo v času, ne, ko se obdarujemo in je ta zdaj sicer ta potrošniško obdarovanje, ne, ampak odkot pravzaprav to izvira, ta obdarovanje? Če malo preskočimo iz vina na te zadeve, pa se smo v tem času, ne, pa mogoče še malo to obdelamo. Daritve so se v preteklosti, ne, če gremo res daleč nazaj, darovi so bili namenjeni bogovom. Ne? Ker bogove si moral imeti na svoji strani. Če si hotel dobro živeti, si moral imeti bogove na svoji strani, zato jim je bilo treba bogove vedno se jim prikupiti s tem, da si jim daroval neka darila. Ne? Kako? Odkupiti. Ja, odkupiti, prikupiti, ne, vse to. Skratka, treba si je zagotoviti njihovo dobro voljo, zato da nam ta omogoča dobro preživetje. Drugače so pa v teh socialnih stikih, ne, pa so darovi pravzaprav ena taka finta, ki se jo mogoče vsi niti ne zavedamo. Ne. S tem, ko recimo, če jaz vam nekaj podarim, takoj dobim neko moč nad vami. Ne. Vi se takoj čutite dolžni to darilo na nek način vrniti. Potem prehajamo v sužnjelastništvo v bistvu. Ja. Mi danes v preteklosti in danes z darili pravzaprav izražamo svojo moč, svoj socialni status, svojo pozicijo v družbi, če želite. Ne. Zato smo danes čisto zašli s temi darili. Se veste, da ljudje jemljajo kredite, zato da se lahko obdarujejo. V resnici pa, tako kot sem že prej rekla, jaz mislim, da živimo tako dobro, kot še nikoli v zgodovini. In v resnici nihče od nas nič bistvenega zares ne potrebuje. Zdaj ne vem, če ste hoteli to slišati ali... Ja, ampak v bistvu takrat tam ste rekli o teh plemenih, ne, ki so v bistvu pravzaprav en izraz uporabljeni. Potlač, ja. Potlač, ja. Tako. V bistvu pleme je zbiralo vso svoje bogatstvo, ne, in je potem usiromašilo samo od sebe, zato da je to dalo sosedom, ne, in sosedu seveda bilo logično, kot ste že rekli, pričakovali, da bojo pač oni dali nazaj, ne, pač zbrali tudi oni in da bojo vrnili, ne, ampak seveda zdaj potrošništvo nam omogoča, da se dokazujemo, ne, in jemljemo kredite, da dokazujemo, da smo boljši, bogatejši, ne. Isto se gremo potlač, ne, ampak še vemo ne tega, ne. Tudi isto gremo s tem obdarovanjem preko svojih zmožnosti pogosto, ne. Istočasno pa pozabljamo, da nam največje zadovoljstvo nam pa običajno da človeški stik. Eno dobro druženje, ne? En dober pogovor, en iskren stik s sočlovekom. Ja, jaz vem, mi smo imeli pred leti, hvala Bogu se je nehalo, ne, smo se dobivali, cela familija, ne vem, 20 nas je dobilo, ne, tako za Božič, da božični večer smo se dobili in seveda je bilo treba to za vse darila prinesti in si predstavljate že samo nakupovanje pa tega, pa mož, vsaj toliko mora biti v tej vrednosti, mora biti, da ne bo premalo, pa prav gledaš, ne, in pol na koncu, hvala Bogu, da se je nehalo, ne, s temi stvarmi, ker enostavno je ta, meni je bilo zmeraj grozljivo to, ne, ta potlač, ne. Ja, ampak tako se sami ste rekli, ne, da bo dovolj vredno, ne, da ne bo premalo, ne, da ne bo premehno to darilo, ne, da se... Ne, si rečeš, saj nekje krog tam 5 do 10 evrov mora biti, ne, tako tam, da ne, in pol, če izračunaš za 20 ljudi, je to že 200 evrov, ne, ne, ali pa še kaj več, ne, in je to prav družinski izdatek je že to, ne.
Ja, kupujejo se pa stvari, ki jih ne potrebujemo, ne. Tako, Potem tako. nam delajo na vlaku, pa ne vemo točno, kaj bi potem z njimi, ne. Meni osebno je še vedno, tako malo, tako bom rekla, bolj malo skoraj grenko, no, ampak, darilo, ki ga ne bom nikoli pozabila, v enem obdobju sem bila zaposlena kot novinarka, takrat sem bila zelo obremenjena s tem delom. Malo me je bilo doma, bolj malo sem bila doma in mi je To sem pa ugotovil na Facebooku, da se 2 Nives cikle pojavljajo. Zdaj pa, ste pol mogoče to vi, ko nisem vedel. A je ja. to... Ne vem, če je kakšna soimenjakinja, to ne vem. Aha. Jaz sem tukaj 7 let v muzeju zaposlena, Aha. prej sem bila novinarka, ne. Nisem preverjal, če Aha. gre to za isto osebo, ampak sem rekel, jaz sem se fokusiral na etnologinjo, a ne, nisem pa preveril glede v te novinarke, ampak sem pa Ja. zasledil, ja, da se pojavlja kot novinarka tudi, ja. No, te Ja. povejte, pardon, se opravičujem. No, takrat mi je hčerka za božič, bolj majhna je še bila, pa mi je izdelala bone, za čas z njo. Kar boleče, ne. Zanimivo. Ja, se pravi, nisi želela nekih daril od mene, ampak si je želela neki Čas. čas preživeti z menoj. Takrat mi je tisto me je tako kar precej zabolelo in mi je dalo kar, mislim, tako en tak uvid, ne, kaj je res pomembno. Otroci to vejo, ne, če otroke pustimo, če otrok ne zastrupimo preveč, z nekimi našimi pričakovanji, pa z nekimi našimi idejami, pa če jih ne zasipavamo, ne, z nekimi materialnimi dobrinami, otroci zelo pri sebi vejo, kaj je pomembno v življenju, ne. To je pa ona knjiga, kako je že ta knjiga, ko je prav v času, ja, vem, da smo brali, ko je moj sin bil v osnovni šoli. Pa mislim, da imamo tudi v knjižnici. Ja. Zdajle ne bom spomnil, ja, ko je čas, je tista pomembna zadeva, a ne. Tudi en film obstaja na to temo, ne, ko si ta čas kradejo, a ne. Tako da ja, ta čas, Ja. ta čas je res nekaj, kar nas preganja, ne, in jaz se spomnim, ko so rekli, da ko bojo računalniki prevzeli, ne, da bomo imeli več prostega časa. Čas. Ja, Jaz se ampak tudi zdaj ga tega imamo, se spomnite, ne? Ja, kako so lagali. Zdaj ga imamo manj, a ne. Ja. Dobro, ima še kdo kako vprašanje, da ne bomo... Zdaj razmišljam na primer o vinu, ne. Pred kratkim sem pač nekje probal 2 variante šmarnice, ne. Ena je bila, da je bila takoj, ko je bila potrgana, tudi ko je bilo zmleto, tudi sprešano, ne. Ena pa, ki je na tropu vrelo in je bila kar dosti razlika. Celo eden, ki je prinesel tisto šmarnico, ki je na tropu vrela, je rekel, da je tista, ki ni na tropu vrela, da je boljša. In se je tudi poznalo, tako po okusu je bila, delovala boljša. To so na Štajerskem, temu rečejo pikola, ne, to na tropih, ke ste rekli, ne. To je, se pravi, grozdje najprej zmeljejo, stisnejo, dobijo vino in potem na teh ostalinah jih razgrnejo, zalijejo z vodo, pustijo, ne vem, dan, 2, in stisnejo, in je to pikola. To je bilo ponavadi vino, ki se ga je pilo ob delu in je seveda slabše kakovosti, ne. Zdaj ga sicer dosladkajo, ne, tudi zato, da hitreje začne vreti, včasih niti sladkali niso, tako da je bilo to res Slabše, ja. Ja, ampak ta je pa prav vrel, ni nič sprešal prej, tole grozdje, ne. Ja. Tako da... Aha, ja, to so pol najbrž še kakšni drugi načini, ja. Ja. Ja, saj sem rekel, ne, 14 vinorodnih okolišev imamo, ne, v Sloveniji in dejansko ima vsak svoje običaje, a ne. Tako da je tudi glede na to, da recimo v Primorju se trga en mesec prej, ne, pač glede na zadeve, ne, recimo tam že sredi avgusta začnejo trgati, ne, pač odvisno od zadeve, ne, na Štajerskem v bistvu tam nekje do sredine, konec septembra, ne,
Sredi Zdaj- septembra je že kar konc ponavadi, Ja, ne, ne. odvisno sicer od vremena, ne, včasih še na sonce čaka, drugače pa Ja, ne. kar hitro potrga. Je pa zdaj vse bolj priljubljeno tudi na Štajerskem to oranžno vino, ne, kar rečejo. Zadnjič sem imela enega gosta tukaj, ki je biološki vinogradnik, Zorjan, če se ne motim, se piše gospod. On ima pa pravzaprav celo kmetijo usmerjeno v biološko pridelavo grozdja. Se pravi, tam ima samo neke rastline, ki so ustrezne, živali, neka sorta koz, ki gnojijo tiste vinograde. Vinograd ima posajen med drugim tudi v gozdu, kar je res skrajno nenavadno. Drugače ima pa on ta sistem, da ima v zemlji noter vkopane, bomo rekli amfore, ne, ampak to je več 100 litrov velike posode, glinene. Grozdje pobere, vrže not te amfore, zapre in je to, ne. Se z njim več ne ukvarja, ostalo vse naredi narava. Moram reči, da ima zelo zanimivo vino. Drugačno je od tega, kar smo mi vajeni, ne. Absolutno drugačno, je pa zanimivo. Včasih so bila ta vina, če se spomnite, prva vina, ko so jih začeli delati na Primorskem, ne, tovrstna, so bila tako, da so bila enim čist nepitna. Danes so se pa zelo zverzirali in so nekatere so že zelo zanimive, no. To sem gledal na reportaže v Gruziji, ja, so začeli s temi amforami, ne. Oni so tam imeli v bistvu, ker pač nekako sodov ni bilo, ne. Ja, od tam so jih tudi začeli uvažati, ne. Mislim, da te posode še vedno iz Gruzije uvažajo, da drugi jih ne znajo takih ogromnih narediti glinenih, ne. Saj veste, tudi glino je treba speči, ne moreš imeti tako ogromno peč, da lahko eno tako ogromno posodo spečeš noter. Cela bajta mora biti peč. Ja. Ja, verjetno res, ja. Še nekaj. Ja, izvoli, Brane. Gospa Nives, jaz sem pa mislil, da je ta beseda Šentjanževec, da se uporablja tudi za imenovanje vina, zadnji kozarček vina, ki se spije pred slovesom. Se spomnimo pokolina, druženja na koncu trgati in podobno, ne. Postopno še nekaj pesmi zapeli in zadnje bila tisto Pimo Šentjanževca, da bi rajša srečna bila, življenje našega zdaj in za večno. Ja. Taka železna navada, ne. In potem razšli. Druga zadeva pa, se kot otrok spomnim, smo bili zelo veliko po teh trgatvah pri žlahti in je star oče, pokojni, je hodil s palčko okrog, pa vedno gledal, da ni kakšna jagoda grozda na tla padla. Če se je pa potrebno povrat, je rekel, nekaj jagod grozda je kupita vina. Da smo to zelo mogli paziti pri bratvi. Ja. Zdaj to splošno prepričanje, da so na trgatvi lahko vsi izobali, pravzaprav ne drži čist, ne. Na trgatvi se je vsak grozd posebej pobral, tako kot ste rekli, ne. Se je zelo čuvalo. Dovolili so potem, ko je bil vinograd prazen, takrat se je dovolilo, ne, da so tiste ostanke, da se je pobiralo. Drugače so pa, ko smo govorili, ne, da je klopotec, ne, preganjal ptiče. Tukaj na Štajerskem oziroma v Slovenskih goricah je bil en zanimiv lik, ki se mu je reklo ovtar. To je bil vinogradniški čuvaj. Se pravi, on je tudi hodil v času zorenja grozdja po vinogradih in skrbel za to, da ne bi se preveč narobutalo, po domače povedano, ne. Zdaj, kdo je robutal? Ne vem, šolarji, ki so šli mimo, vsak, ki je šel pač mimo vinograda, si je malo utrgal in ta ovtar je moral čim več teh ujeti in jih pripeljati ali do vinogradnika, do lastnika vinograda ali pa celo na policijo, ne, do orožnikov. Mame so recimo, so govorile, da kače čuvajo vinograde, ne, ko se je postavil klopotec, zato da bi otroke odvrnile od tega, da bi hodili v vinograde. Kokoši so morale biti zaprte. Zdaj, danes nam je to nenavadno, ampak včasih so trto vezali navzdol. Danes je vso navzgor vežejo, da je tisto steblo golo. Včasih so bili pa dol vezani, torej so kokoši, ki so hodile po vinogradih, so tam tudi zobale tisto grozdje, ne.
Tele ovtarji so imeli pa kar precej dela, ponavadi so jih kakšni večji vinogradniki najeli, ene 3 hektarje vinograda je imel recimo en ovtar začuvati. Prehoditi je mogel tiste vinograde enkrat po dnevi in enkrat po noči, po različnih poteh, da noben ni vedel, kod hodi. Zdaj več zgodb je o teh ovtarjih, ne, niso bili najbolj priljubljeni, to si lahko mislimo, ne, ker so recimo fantje, ki so hodili punce osvajati, so jih ponavadi hoteli s kakšnim grozdjem, ne, so narabutali malo sladkega grozdja, pa so prišli. Zdaj, če jih je ovtar dobil, jim je vzel tisto grozdje, pa vzel jim je klobuk. Zdaj, klobuk, to ni bilo večje sramote, ker da se v gostilni pojavil fant brez klobuka, tako je bilo vsem jasno, kaj se je zgodilo, ne. En gospod iz Malečnika, to je tukaj čez blizu Maribora, tudi vinogradniško območje, je razlagal, da je bil pubec, ne, fant, je šel v šolo mimo vinograda in si ni mogel pomagati, je stegnil roko, pa je en grozd utrgal, ne. Seveda ga je takoj ovtar dobil, ovtar mu je dal 2 okrog ušes in mu vzel suknjič. In potem je rekel, naj ata pride na račun. In kaj je zdaj on hotel, ne, šel je domov, povedal, kaj se je zgodilo, kaj je ata naredil, še on mu je dal 2 okrog ušes, ne, in šel do ovtarja in odkupil suknjič, ker je bilo seveda so bile oblačila draga, ne. Se pravi, zelo resno so jemali ovtarji svojo službo, tudi zato, ker jim je vinogradnik, ki jih je najel, jim je rekel, če ne boš nikogar pripeljal, torej, če ne boš nikogar ujel, ne boš dobil nič plačano. So pa tudi zgodbe, mislim, od tega, da je ovtar po nesreči kakšnega tudi ubil, ne, pa je šel zaradi tega v zapor, ker teh, se pravi, toliko daleč ni smel iti, ne, da bi se toliko spozabil, da bi koga ubil. So pa znane tudi zgodbe, ko so recimo predvsem mladi fantje, ne, ovtarjem nagajali, da so jim recimo vrvi navezali čez vinograd, da so se ponoči zapletali v njih. Znana je zgodba, da so se enega ovtarja ubili pod prešo in tako naprej, ne. Pa se človek vpraša, zakaj bi pa kdo hotel biti ovtar, zelo dobro plačano delo je bilo to. Trajalo je sicer 3 mesece, ne, od 15. avgusta naprej. V tistem času so te ovtarji hodili okrog, nikjer niso imeli redne prehrane, spali so, kjer je pač naneslo, izogibali so se, saj veste, raznim, bomo rekli, zankam, ne, ki so jim ljudje nastavljali, ampak so zaradi teh 3 mesecev potem lahko pravzaprav preživeli pa celo leto, sebe in svojo družino. Eno drugo vprašanje je bilo, ne, jaz sem zdaj zašla malo s temi ovtarji, o dragocenosti grozdja, no to je tudi Ja, to sem hotel reči, ne, verjetno so z vinom tudi kak davek plačevali, a ne, da so se odkupili ali karkoli, ne. Ovtarju, ne, ovtarje... Ne ovtarju, na splošno, mislim. So verjetno bil tudi kak, ne vem, tako kot desetina ali pa karkoli so včasih verjetno tudi imeli kako. Ovtar je včasih dobil plačilo v vinu, tudi viničar je včasih dobil del plačila v vinu. Ne, mislim, davek državi, ne, recimo, ali pa gospodarju, ali pa komukoli, da so plačali. Ja, seveda, vino je bilo obdavčeno, ne, tudi na teh mitnicah, ne, recimo, tudi na tem je Maribor zrastel, ne, na vinski trgovini, tudi točno z vinskim davkom, pravzaprav. Nekaj tudi zdaj tudi menda moraš zdaj, kot vinograd moraš prijaviti pridelek oziroma ti je treba nekaj, a ne, ni čisto, imaš trto, pa koliko imaš vino, kolikor ga imaš, ne, ampak moraš dejansko se to prijaviti in tudi dejansko inšpekcijo vse nadzira pridelovanje od, bomo rekli, od rojstva do proizvodnje, do končne, a ne, je vse v bistvu nadzorovano, ne. Ja. Vino, tako kot smo rekli, ne, ima svoje svetle in temne plati, ne. Taka kompleksna zgodba, ne, tudi z davki, v končni fazi. V redu, da ne bomo nategovali tole naš pogovor. Zdaj, če ni nobenega vprašanja, bomo počasi končali. Saj ura je že skoraj 11:30. Jaz se gospe Nives Cvikl zahvaljujem, da si vzela čas. Lep pozdrav v Maribor.
Upam, da boste naslednjo leto imeli dobro letino vina, tako v Pokrajinskem muzeju kot v okolici, in predvsem pa veliko zdravja, ne, in sreče vam in vaši družini. Ja, hvala lepa vam za vabilo. Taka prijetna družba ste bili, upam, da ste kaj smiselnega povedali, no, da boste si kaj, da vam je bilo druženje prijetno, no, današnje. Tako mi je všeč, mi je tale vaš koncept res čudovita zadeva. Jaz se tudi vam zahvaljujem, pravzaprav, da vas je toliko pritegnila vsebina, da ste se udeležili tega srečanja, predvsem pa res v prihodnjem letu miru pa zdravja, pa da si naredimo čim bolj uspešno in prijetno prihodnost. Dušan, lahko vabim gospod Nivec, kdaj drugo leto, da to bo spet kakšna zanimiva tema, da se spet malo podružimo in slišimo kakšne zanimive stvari. Velja. Se slišimo, se dogovorimo, se bom pripravila. No, mogoče pa v orožju. Ne, to pa ni moj prišel. To bom pa enega vam svetovala. Lahko, točno, da sem se spomnil, mogoče bi se pa lahko kdaj pogovarjali, ker v okviru vina so bile tudi neke delavnice ali pogovori o pojedinah, a ne? Ja, to pa lahko. Pa bi mogoče naredili kako tako zadevco. To pa brez nadaljnega. Se kar midva slišva, pa en datum določba, ni problem. Mogoče okrog velike noči se začnemo pogovarjati o pojedinah in takih zadevah. Evo, super, komot. V redu, pa si bo kar zabeležila veliko noč. Dušan, koliko pa danes teden? Ja, danes teden bomo pa malo razgibavali se, tako da pripravite trenerke. No, mislim, to je zdaj malo se hecam, ne? Ampak bomo imeli, samo sekundo, zadeva se imenuje Feldenkrais. To je ena oblika, bi rekel, gibanja oziroma gibanja v bistvu, malo na drugačen način. Moram priznati, da pravzaprav, ko sem dobil to idejo, meni še danes ni čisto jasno, kaj to je, priznam, tako da bom zdajle prihodnji teden posvetil temu, da bom pravzaprav ugotovil, kaj to je. Moja sodelavka Katarina je na tem bila in je kar navdušena, je pa, mislim pa, da je to za slepe, ker ni neka pretirana, ni neka joga, ni neko stvar, ampak dajmo se pustiti presenetiti, pa bomo malo drug teden v petek malo telovadili. A je prav? Drži. Ja. Tako da ne bo hudo. No. V redu. Torej, hvala vsem skupaj, še enkrat pa se vidimo naslednji teden. Srečno, dio. Srečno. Maham. Ja.